Kako prepoznati dobrega prodajalca in kakšne morajo biti njegove lastnosti? Ja, to je težko povedati v enem stavku, ne. Je pa veliko lastnosti lahko, bi rekel, grejo proti tem, da je človek dosti odprt, dosti komunikativen in prepričljiv. Da zna poslušati, da zna narediti lepo sliko, kaj pričakuje kupec in na osnovi tega lahko pravilno ponudi. Zdaj, da bi pa definicijo povedal, je pa odvisna od panoge, od, ne vem, imamo prodajo v retailu, se pravi v malo prodaji, kadar prodajamo podjetjem, business to business, to je vse včasih zelo strokovna zadeva, včasih pa mora biti zelo, tako bom rekel, zanimiv in prepričljiv. Tako da tukaj enoznačnega odgovora ni. So pa tukaj neke kompetence, neke lastnosti, ki jih lahko merimo in v veliki verjetnosti rečemo, da ta oseba bo pa na prodajnem področju uspešna. Idealnega recepta, v bistvu, kaj je dober prodajalec, tega nimamo načeloma, ne? Ampak splošno velja, da prodajalci morajo biti odprte osebe, pozitivno naravnane, pripravljene na novosti, na spremembe. In te lastnosti se v bistvu zadajo zelo lepo meriti, ali z psihološkimi vprašalniki, preko kompetenčnega intervjuja, metoda 360 stopinj povratna informacija, ocenjevalni center. Več kot teh metod izbereš skupaj, bolj enovito, bolj natančno sliko dobiš. Kakšen sistem nagrajevanja bi bil najprimernejši za prodajalce oziroma zaposlene nasploh? Najprimernejši sistem nagrajevanja je tisti, ki prodajalce spodbudi k večjemu obsegu posla, k boljšim rezultatom in pa seveda pridonese tudi podjetju boljšim poslovnim rezultatom. Prodajalci se morajo nekako poistovetiti s sistemom nagrajevanja, vidijo svoje možnosti uspeha, boljšega zaslužka, napredovanja in to jih potem spodbudi k še večjemu vložku tistega, kar običajno vložijo v prodajni proces. Danes poteka že 5. modul Akademije Inteligentna prodaja. Kako jo ocenjujete? Ocenjujem zelo v redu, tudi pretekle module ocenjujem zelo v redu. Veliko je novega znanja, ki smo ga deležni, novih načinov. Družba, v kateri pač sodelujemo, je pa zelo pestra in tako da dobivamo informacije z različnih področij.